Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak. Če še niste naročeni na moj kanal, to je brezplačno, kliknite spodaj Naroči se, kajti tale tematika, to je v bistvu tematika, ki smo imeli v živo 6.6. v Angelci in smo delali na temo dobesedno zaščite pred sistemi, pred črno magijo, kako se optimalno zaščititi. Sama sem naredila energijsko zaščito s kristalom na način, ki je optimalen, ampak kot sem ugotovila z delom z ljudmi, je ta zaščita v bistvu obstoja, ampak če vaša zavest, če vaše misli se ne spomnijo tega, da ste zaščiteni, da imate svetlobo, oziroma ta zaščitna rejen, se potem zgodi, kot da ga energije ignorirajo, ker ga vaša zavest nima več v glavi. In se zgodi to, da vas potem začnejo stare energije nazaj izčrpavati, zato je zelo pomembno spoznanja. Zato je tisti video, ne vem, če imate webinar o črni magiji, tudi brezplačen video sem na to temo posnela. Tudi priporočam, da si pogledate brezplačen video na temo uporabe zaščitnih kartic, kajti to vse paše v ta energijski sklop zavedanja in zaščite pred energijskimi paraziti, ki kaj naredijo, zmanjšajo našo vibracijo, našo energijo, da ne moremo biti optimalno prisotni v svoji svetlobi in potem se sami vase rušimo in iščemo razloge, v bistvu so pa preprosto razlogi to, da smo hrana energijskim parazitom na Zemlji, v vesolju, o tem se veliko govori, ampak kaj narediti? To bomo se učili pa tudi danes. Veliko smo že o tem pisali, to so vaje, ki jih že sigurno poznate, vsaj tisti, ki ste nas že dolgo spremljate, nekateri nas več kot 20 let, zato sem vam hvaležna, kajti zaradi vas smo še tukaj, kajti energije podprejo tisto, kar je zanimanje in če je zanimanje za to, kar mi dajemo in govorimo, potem smo še tukaj. Tako pač to je. Če damo energijo politikom, takim, ko so, oni so še tam. Tako da naša zavest je zanimiva energija in če še ne veste, 3. svetovna vojna se že dogaja in je vojna za pozornost, za energijo, za naše v bistvu življenje, ki je vezano na naše razmišljanje, zato dobrodošli na mojem kanalu in danes se bomo naučili tiste vaje, ki jih lahko sami naredite, poleg teh zaščitnih kartic, poleg vseh zaščit, ki jih že imate ali pa kakorkoli, tudi energijski prstan vas pri tem zaščiti, ampak okrepijo se vse stvari, ko vi začnete sami zavestno sodelovati. Zelo preproste vaje so, 4 bomo naredili, osnovna je ta, ki se jo vedno učimo na krapni, oziroma zmenek z dušo na krapno je nekaj, kar vam toplo priporočam v vseh pogledih. 11. maja, drugo leto je tečaj za začetnike, vedno bo zdaj maja, ne bo 2-krat na leto, ampak daljši, ker je potrebno se regenerirati in očistiti vse te energijske nesnage, ki zares prihajajo vse bolj na plano. Poglabljajo se naše izkušnje, ampak tudi treba globlje čistiti. No in vaja, ki je najhitrejša, je, da se pospravite v steber svetlobe. O tem sem govorila že v prejšnjih videih, tako da preglejte video iz marca, ko je imunski sistem, kje so kontrolne točke, vse to je pomembno. Se pravi, najhitrejša zaščita, ki jo vi dobite, če se vam karkoli zgodi, je, da greste vase v svoj steber svetlobe, ga začutite in znotraj tega dihate. To je naše osnovno stanje. Mi s treningom bi morali biti ves čas v stebru svetlobe, pa se nič ne bi nas prijelo, ko počistimo vse, kar je pomembno in pocelimo sebe. To je naša naloga. Zato smo prišli na Zemljo, da potem živimo svetlobo. No in naslednja vaja, prva je steber svetlobe, naslednja je zelo najmočnejša in jo bomo kar skupaj naredili. In sicer predstavljajte si od zgoraj navzdol, da prihaja zlata igla, ki gre po sredini vašega telesa, čisto zlata iz energij višjega jaza je od zgoraj navzdol, skozi jedro srednjega kanala, pride tik ob grlu, tik ob prstnem košu, ob popku in gre globoko navzdol. Ta zlata igla nam pomaga se osrediniti. To vam pomaga iti dobro v steber svetlobe. In potem, mi smo prej verjetno delali z eno zlato nitjo, zdaj bomo delali z 2. Tam, kjer je šivankino zlata šivanka uho, je zlata nit in mi jo v kontraurinem kazalcu zavijamo spiralno navzdol, od zgoraj navzdol skozi telo,
v globino zemlje, pri tem je dobro, da mižite, zato da bolj doživite to, kar počnete. In ko pride zlata nit dol do konice, jo tam zavežete in potem še eno zlato nit jo spet gor zavijete v šivankino uho in greste v smeri urnega kazalca, zavijete okoli in okoli. Na ta način vi dobesedno zapakirate svoje svetlobne energije, ste kot kokun, tik preden se razvije v metulja, ste noter povezani v steber svetlobe z zlato nitjo, zlato iglo in zlatimi 2 nitmi ste čisto zaščiteni. Ta vaja je najmočnejša, naredite jo kadarkoli je potrebno iti ali na razgovore za izpit, ali na razgovore za službo, ali za karkoli sestanke, kjer vas šikanirajo, karkoli, kjerkoli se ne počutite dobro, ali imate bitko s sosedi, ali imate bitko za dediščino, kjerkoli čutite, da vas zlorabljajo in da vi ne zmorete izraziti svojega mnenja, ker vas prej energije poklopijo. To je najmočnejša zaščita za takšne stvari. Lahko tudi, če se slabo počutite, pa da se vam zdi, da vas energije grizejo tudi po noči, to zaščitno vajo lahko naredite in jo po 3 dneh jo morate odviti. Da si energije potem sprostijo, razširijo in da lažje dihate, kajti če pozabite, boste začeli imeti malo reakcij, tako da malo šumenja v ušesih, malo pritisk se bo povečal, hitrejši utrip srca, kajti to je zelo, zelo kompaktna zaščita. In najboljše je, če nimate zvečer težav, če imate dom čist, da si zvečer te niti odvijete, iglo pa samo pustite kot energijo višjega jaza, na ta način potem vzdržujete vse bolj čisto energijo v sebi. To je vaja za takrat, ko nič ne znate, ko vam je težko, ko v bistvu res ne veste, kaj bi drugega naredili. Naslednje koristno je tudi, da si zalepite popek, to je osnova, da zadržite te podzavestne energije znotraj sebe, da vi ne skačete ven, kajti mi smo dost instinktivna bitja in takrat, kjer se čutite napadeni, vi podzavestno odreagirate, tudi če ne želite, tudi če v glavi ne odreagirate, vaše podzavestne energije odreagirajo in se potem zapletete v probleme. Tako da zalepite popek, zlata igla z 2 nitmi je druga vaja. Potem je pa še ena vaja, ki pa je ni treba odviti oziroma jo pustite, in sicer to smo pa že 100 let nazaj govorili v eni oddajah, vem, ko smo jih imeli na televiziji, in sicer zlati obroč okoli popka, s tem vi zaščitite svojo auro. To ne zunanjo auro in ne telesa, ampak poprečno svojo tisto najbližjo energijo, ki je največ sestavljena iz eterične življenjske energije, nekaj iz vaših čustev, nekaj iz vaših misli, se pravi en tak povzetek vaših energij, ki je najbolj prezentativen oziroma najbolj zgoščen in viden okolju. Kako si to predstavljate? Da začutite popek in greste jaz lahko grem kar s prstom, če imate kristal laser, greste s kristalom laserjem in greste naprej, koliko imate občutek, da gre vaša energija naprej, lahko je pol metra, lahko je 1 meter, lahko je več. Če je več, boste imeli tudi občutek, kako lahko potem proporcionalno to zavijete okoli sebe. Se pravi, naprej v popku in potem greste na desno v smeri urnega kazalca, zlati obroč na nivoju popka. Vidite, koliko je oddaljen, toliko, ker je roka, plus še enkrat toliko običajno. In potem greste v taki dolžini okoli nazaj, zadaj popka so ledvice in center za pritisk. Zadaj je pomembno, da si dobro raztegnete to zunanjo auro oziroma zlati obroč na energije aure, ne na zunanje aure, na aure, na splošno to energijo vašo, in potem iz leve pritegnete zadaj in na levo stran in nazaj zaključite, da imate zlati obroč okoli in okoli popka. S tem se zgornji del aure zaščiti, spodnji del, in kar naenkrat ste vi v sijočem zlatem jajcu, ki ima obroč, zlati obroč okoli popka, in vi ste varni, zaščiteni, tega ne podirate. To lahko delate zjutraj, opoldne, zvečer, večkrat ko ponovite, bolj boste vi v svojih energijah povezani, bolj boste vi nekako povezani s sabo. In še, to je ta vaja, ki je najmočnejša v smislu, da gradi vaše notranje energije. Ne deluje tako hitro kot igla in niti,
ampak gradi na dolgi rok vašo osebno energijo, da ste vse bolj vi stabilni, da potem ste vse manj napadeni, vse manj hrana za energijske parazite, katerekoli že. Potem je še ena vaja, to je najhitrejša, ki jo lahko naredite takrat, ko začutite, da se nekaj dogaja, da vas je nekaj zaleplo, nekaj vas je začelo grist in greste na hiter vase in okoli sebe naredite ogledalo. Ogledalo v vseh smereh, okoli in okoli, kot da imate znotraj sebe je svetloba, zunaj je ogledalo, da energije, ki pridejo, vidijo samo sebe, vas ne ogledajo. To je način, kako v bistvu najhitreje preprečiti energijski parazitizem, kajti tisti ljudje, za katere smatrate, da vas energijsko parazitirajo, ni nujno, da so to oni, lahko da samo so polni toliko energijskih parazitov, elementarov, entitet, ki potem hočejo še hrano od drugih. Tako da ogledalo je najhitrejši način, da odreflektirate okolico, da vsak, ki je okoli vas, začuti bolj svojo energijo. In potem vi ne smete odreagirati, vi morate ostati v sebi, znotraj ogledala, počakate, da se energijski pritiski razmagnetijo in potem greste dalje. To je recimo, če ste na kakšnem sedmini, na kakšnem pikniku, kjer niste najbolj zaželjeni, pa ste se po pomoti ali po ne vem kakšni dobri volji tam znašli. V glavnem, če se počutite, da ste izven konteksta v tisti družbi ali pa da tam se ne počutite najboljši, je ogledalo najboljša, najhitrejša stvar, ki jo naredite. Hkrati se tudi nekako ljudje naučijo tisto, kar sami počnejo, če mogoče počnejo kaj takšnega, kar škodi drugim. To so osnovne 4 vaje, ki sem jih želela za julij, da jih poznate. To je tudi, če ste kje na dopustu, se to zelo veliko lahko dogaja. Vi ne morete nikjer pobegniti svojim energijam, tako da ne glede na to, da ste šli na dopust, se vam lahko dogajajo iste stvari, kot se vam doma v službi ali pa v družini, kajti vzorci ostajajo in vaše energije delujejo. Zato so te vaje primerne za ta čas. Če pa si želite, če imate doma kristale, pa če imate bilo kakšne in zaščitne kartice, te uporabljate tako, kot so navodila, zlato spiralo uporabljate tako, kot je navodilo, kristale pa, če jih še niste dali informirati oziroma za zaščito, če nimate tega webinarja o kristalih, vam sam povem, da je pomembno, da so kristali, recimo mi imamo ta zaščitni del, sem vam kar takle jih prinesla na pladnju. Se pravi, vijolični so za mentalni del, rumeni citrin, ametisti so za mentalni del, mentalno zaščito, citrini za astralno, črno magijo in sisteme, se pravi, vsak je za nekaj, in jih informiramo na način, da držijo svetlobo, da so vpeti v energije zemlje, da imajo iz leve strani njihov praizvor, moč praizvora in iz desne imajo energijsko podporo univerzalne modrosti zlate dobe. S tem je kristal vpet v energijo in potem definirate, da zaščiti predvsem z zunanjimi sistemi, silami temnimi, da lahko samo svetloba vstopi v vaš dom, tako v mislih, besedah kot dejanjih. Na tak način mi programiramo te kristale za zaščito. Drugo pa je, to pa verjetno že imate, to je pa paket zaščite za obilje doma. Noter je selenit, pirit in pa zaščitne kartice. Zaščitne kartice moram reči, da sem kar malo razočarana, ker jih ne uporabljate dovolj. Tudi če imate ta paket doma, zaščitne kartice so namenjene temu, da vi svojo zavest navibrirate na to, da pol ne spuščate več energij, da jih ne vabite noter. Mi s vsako stvarjo, ki se vam zgodi v življenju, je pomembno namreč, da se zavedamo, da spoznanja so pomembna, drugače se nam stvari ponavljajo. No in pirit, selenit sta namenjena temu, da zadržita obilje. Selenit zaščiti je kot en strelovod za te temne energije, ki vas mučijo. Kartice, deklaracije zaščitne so pa tiste, ki vam pomagajo miselno osvoboditi pritiske, da jih potem sami ne vabite več v svoje življenje. Tako da, če imate vse to že doma, prosim, uporabljite več deklaracije. Če imate zaščitne kartice, jih dnevno vlečite, to je najlepši način, kako in sicer lahko recimo naredite ta zlati obroč in potegnete eno zaščitno kartico, preberete in ta energija potem z vami vibrira na večji način in zaščita je s tem močnejša.
Lep julij vsem, ne bom vam več težila, ker vem, da je vsega dovolj. Nadaljujemo v mesecu avgustu, zato kliknite Naroči se, da boste dobili obvestilo, kdaj nadaljujemo v mesecu avgustu z meditacijo in energijsko zaščito, ki vam jo bom naredila nadaljavo. Vsakomur, ki posluša, direktno. Hvala za pozornost in srečno.